takrat sem jaz rabil 25 ur pa 47 minut do cilja. In sem v teh slabih 26 urah spil, ne vem, če sem liter pa pol tekočine. Me pa Zarnik vprašal v cilju, če bom šel naslednje let spet. Takrat, ko sem v cilj prišel, sem rekel, sam boš mi s palcem nabal. Uživancija je pri meni ta zadnjih 5 kilometrov. To, kar na Kamenšek sedel, pretečeš, če napljuneš kriven, pa da navidiš balon, nisi nič naredil. Vsako postajo sem ruban tudi tam, kje imajo pršut, kje imajo slanino. In pol je bilo na 80 km slanina. In jaz sem bil najbolj srečen, najbolj vesel. Spoštovane, draga publika, drage dame, ki to gledate na YouTube, pa dragi gospodje, ki tole poslušate na vaši priljubljeni podcast aplikaciji, medtem ko tečete v kakšen hrib. To je 247. epizoda podcasta Zagret za tek. Vedno boljši postajamo, vedno bolj eminentne goste vam pripeljem tule k vam, v vaša ušesa in na vaše desktope. Danes z mano, nihče drug kot, prepoznali ste ga že, Boštjan Erjavšek, Beli, živijo Beli. Marko, čau, pozdravljen. Kaj pa ti praviš, Sloveniji izgleda, da imamo zdaj samo še 2 letna časa, zimo pa poletje, prejšnji teden je bila zima, zdaj pa poletje, ali kaj, kako ti gledaš na to? Danes je poletje, nadelal spet zima, baje. Včasih smo imeli še kakšno pomlad, pa jesen, pa to, ampak tega ni, a imaš bundo, ali imaš kratko majico, Zdaj gre to hitro to naprej, da mogoče kar preskočimo, sploh ne opazimo. Včasih vem, da nisi maral neke poletja pa vročine, ali kaj, to maraš zdaj? Ne maraš, zakaj ne? Ne, zato, ker je vroče, ker ti švic povsod teče, ne moreš funkcionirati, ful več rabiš preteku vode, tekočine, da spiješ in jaz bi takoj podpisal na 15 stopinj cel let. Mene je to zmer zanimalo, ali veliko treninga v vročini pač da tudi neke priprave za vročino, ali konc koncev pač ne moreš sam na to gledati, pripravljenost kot taka pomaga, tudi da lažje vročino handlaš, kaj ti misliš iz svojih izkušenj zdaj? Veš, kako je, zoper nekaj so tekme običajno čez dan, kaj vroče. Zdaj pa, če ti nimaš časa trenirati čez dan, sklepačena, si pačenka, kle več ali manj. Tako da je zelo zoper, Pa si uspel recimo v zadnjih letih dodati kakšne malo bolj vroče dnevne treninge, vsaj čez vikend? Čez vikende pa recimo na morju. Mi smo tako, recimo, 18 dni na Pagu poleti avgusta in jaz grem tam v 12 laufat. Saj mi vsi kažejo, da sem, ne normalen, ampak tisti je najboljš, za trening. Drugače pa ful res ne maram vročine. Jaz grem tako zjutraj, pozno, popoldan, zvečer na trening mi je najlepši. Ali pa po noč? Tudi po noč. Jaz sem zelo veliko po noč hodil. Sploh sta bila tam male dva čist majhna, 4 zjutraj ali pa 10 zvečer, takrat sta spala. In to si ti rinil hrib, To sem jaz na Kamenšek sedel ponavadi rinu, Ampak tam pa nisi srečal nobenega, ali kaj, sredi noči, Ne, redko kakšno budalo, tako kdaj, veš, v benih, 11 zvečer. Res, prav, ne. In je to ful dobro, veš, da ni treba skozi dan govoriti. To je najboljš. Spoštovana publika, če bi radi v hribe takrat, ko ni gužve, zdaj veste, kdaj morate iti. Recimo po noči, po noči, čeprav na Triglav ne hoditi po noči, ker to gre pa vsi polet po noči na sončen vzhod, potem ste pa v istem zosu, Kot pa zdaj, pejte na Kamniško sedlo. Tam je boljš, tam je lepš. Koliko imaš rekord na Kamniško sedlo, dol od Bajte gor? Od Bajte pa gor imam 58 pa 20 sekund. Pod to pa še nisem šel, Doma tam kakšen rekord na Stravi, sigurno je kakšen segment? To so zdaj, ampak jaz mislim, da po moje, da ga ima Sebastian Zarnik, 52, mislim, da je šel on. Nekaj tacga, To zdaj, Strava je prepozno prišla, 10-15 let. Jaz tudi na Stravi nisem upisan, ker jaz sem šel to, 58-20, sem šel leta 2014, 2015, takrat me je imel Zarnik pod komando, pa takrat sva bolj to drgnila, Praviš, Strava je bila je pa zamujala tisto, kar bi ti naredil, bil takrat naredil, zdaj te pa ta Strava ne zanima več, ali kaj? Imam vse na Stravi, mi je ful dobro, te podatke, veš, da, a bom šel boljš ali ne. Pa tudi ful je dobro tako, veš, včasih je ful, velikrat je folk tako govoril, jaz grem pa, nekam na veliko, recimo, 1:10. Zdaj, kaj Strava noben več ne govori, ko ima 1:40, a veš, kaj je, tukaj ni več tizga, a sem zmislil za 10 minut ali ne. Povej, tukaj greš,
Mislim, to je pa, evo, še ena dimenzija strave. Zdaj, marsikaj smo te strave že debatirali v tem podkastu, recimo, da je dobra za to, da vidiš kakšno novo potko, ki drugače ne bi odkril, da se morda primerjaš s kom, da vzameš kakšno kronco, kakšen kom, ki je, no, pa to, da, a ne, postaja zelo transparentna, da tudi tu nek so se lagali vsa ta leta, debelo lagali, koliko so šli. Ja, itak, Ja. da je to, sej veš, lej, ne vem, jaz za 2 sekundi, če se zlagal, sem sam sebi, ko pa me ti vprašal, koliko sem šel, ne vem, na kamenjk sedel, pa že ne bi znal povedati, a ne. Če je enkrat tako, drugič tako. Tako je pa 58, 20 in to mi noben vzel. Rešeno. Pošteno, pošteno. Ja. Evo, se to je res, ne? To je res. Zdaj, ok, preden greva, se potopijo v tebe, v tvojo tekaško kariero, ki traja zadnjih 15, 14, 15 let. Par besed, recimo Boštjan Rjavšek, ja, o tebi, beli iz Stahovce, drugače, čeprav trenutno nisi v Stahovci, v Moravčah si, ampak to jim bo kasneje. Si pa ene vrste ekstremist, no vsaj pri teku, a ne? Če drugega ne, 8-kratni zmagovalec traila na Dugem otoku, a ne? To je noro, a ne? 8-kratni zaporedni zmagovalec, ne? Ki je tolku take imena, kot je recimo Marjan Zupančič in podobni, ja? Pa reden gost na slovenskih in tujih 100 milkah, večkrat najboljši Slovenc, ja, v cilju na teh prestižnih, rekel, 100 milkah, pa v Istri, pa v Lavaredu, pa v Bosni, na Vučko trailu, recimo, pa v kakšni Vipavi, edino, recimo, Baški grapi se ti ni šlo, sicer pa očitno, glede na to, kakšne rekorde si lansko leto postavljal v življenjski formi pri komaj 43. Hvala, kaj piješ? 43 komi. Da te popravim, v Vipavi še nisem bil, veš? No, daj pa greš prvič. Ja, po moje, mislim, drug let. Aha, drug Leto let. še tole Istro odbijam, po moje zdaj pa res zadnjič, no. Ampak to si že rekel, kdaj da boš zadnjič, pa kar hodeš na to Istro. Ta prvič, ko sem šel, 2014, 2015, sem rekel, da zadnjič. Pa sem se čez en teden že premislil. Pa lani sem bil sveto prepričan, da nikoli več. Pa spet, ampak zdaj pa res zadnjič. No, zato, ker sem mal solzem postal, sem štartnino plačal 14 dni nazaj, 3 tedne. Ker so šli pa res v ne vem Sem kam. ta UTMB, baj UTMB je eno stvar tudi naredil, poleg prestiža je dodal še kakšno nulo k štartninam, a ne? Je, ja, ampak da bi se pol ti za to nulo zraven še kaj dobil. Pa ne mislim tako, na samih ukrepnih. Če vodo dobiš, ko ima klor, a veš, da je to en naliv nekje brez veze in ne vem, ne znajo se čisto dobro iti, no. Boš še rekel, no, zdaj si pa že videl še kakšno drugo UTMB dirko, ne? Pa tale Istra je kar, rekel, inflacijsko eksplodirala v zadnjih 10 letih, največja dirka v naši okolici pravzaprav, ne? Ampak praviš, kvalitativno pa ne napredujejo, zanimivo. Če bi jo primerjal z ostalimi, recimo, podobnega ranga. Ta je bolj, a veš, tale 100 mil Istre, to je bolj tako čunga-lunga, kaj bolj, saj ni neki višine na to dolžino in je kar bolj poravnan skozi. Tudi edin tam, ko greš na Učko, da je malo se po koncu postavil, drugače pa kar bolj ravnina. Dost hitra, če ti prav ješ, pa prav piješ, pa da nisi spumpan, pa pečenka. Tako da ne vem, jaz sem vedno govoril, da bom šel vedno vsak let, dokler bom zdrav. Ampak zdajle pa, glej, sveto prepričan, da je letos pa zadnjič. Istra Pa bom zato, šel. ker je bila to, bom rekel, neka tvoja uvertura v ultrasvet, ali kaj? Ja, to je bila ta prva 100 mil. Jaz sem šel na Učko edinkrat, ki je bila 73 km, Učka trail. Potem sem pa kar rekel, če pa 73 pretečem, pa še 100 tako zraven, to pa res ni težava, ne. In sem šel, mislim, da 2015 ali 2014, prvič, čist sam, brez suporta, brez, sem rekel, vse to nobenega problema, ne. In sem takrat na tekmi 11 kg shujšal, ko sem v cilj prišel. Čak, to je šla pa po vrsti. Zdaj, tam le zdaj poslušajo tole ljudje, ne, ki se celo leto trudijo s prehrano, pa športarjem, da bi Ne skušali rabijo na tak način hujšati. 5 kg, pa skušajo 3 kg, pa pol, pravi, jaz ti pa skušaš v 25 urah 11 kg, pa to je nemogoče, no. 11 kg, ma to je koliko, to je 15% bilo tvoje teže, recimo, kaj tasga. Jaz sem takrat pojedel, ne vem, takrat sem jaz rabil 25 ur, pa 47 minut do cilja. In sem v teh slabih 26 urah spil, ne vem, če sem liter pa pol tekočine. Zato, ker sploh nisem imel feelinga, da sem žejen in nisem rabil. 2 snickersa sem pojedel, pa malo čipsa na ukrepni in to je bilo vse, kar sem jaz pojedel. In me je začel pobirati, zvijati, ne vem, prebava, top, vse v redu, samo tako vročina,
na koncu nisem mogel več že noge dvigati, proti cilju, ki sem šel, sem nogo dvignil, da sem jo na pločnik dal. In sem bil čist gotov, mrtev, ko sem v cilj prišel. Mislim, da sem čisto fasciniran. Ne? Jaz, tudi če ne, vem, lahko cel dan ležim, ne, na kavču, pa se to res ne zgodi, ampak če bi, pa bi me užejalo, recimo po enih 2-3 urah. Ti si bil 16 ur na nogah, pa si od tega posrebal, ti si litrček pa pol, pa sej tvoje telo je bilo praktično potem, kot ne vem, prekajena boržola, ne, sej nismo bene vode več vse, pa že je, pa boš rekel, nisi čutil. A? Nič že je čutil, to so mišice že same sebe jedle, jaz sem bil, čist sem bil gotov. No. In to, ne vem, sem v cilj prišel, sem se vlegel na tla, mi še kolega, tam maser Jerry, rekel, sem ga po telefonu klical, ni bil z mano, rekel, ti se samo lež, pa noge dvigan, 20 minut, boš vstal, pa boš kanal, ne. Ni vedel, kakšen sem jaz v cilj prišel. Jaz sem mislil, mogel hijab poklicati, da me odvignem. Tako da so imeli pol orang del z mano, no. Žena pa sestra, recimo, to sta me pol 2 avta nesle, tuširat, nisem mogel v tuš kabino stopiti, 3 dni bergal, vročina. In takrat mi tudi žena rekla, to če misliš škole nadaljevati, sem jaz raj sama. Ker se je res ustrašila, to so bile same oči, veš, ko sem jaz v cilj prišel. To je bilo res, takrat je bil res naporno. Čist brez glavo sem šel sam, dajmo. In brez znanja, ne. Noro. Mislim, da človek pretera svoje telo, prižene svoj organizem tako daleč, da shujša 11 kil, da se zdehidrira maksimalno. Kdaj si potem nazaj prišel, recimo na tisto predtekmovalno težo? Jaz sem kar rabil 3 tedne takrat. Da si se napojil in najedel in tako naprej. Ne? Ja, jaz sem takrat, ne vem, 3 dni sem itak na berglah bil, ker nisem hoditi mogel. Pa sem pa čist počasno. Takrat mislim, da 3 tedne sploh nisem pomislil na tek. Me pa Zarnik vprašal v cilju, če bom šel naslednji let spet. Takrat, ko sem v cilj prišel, sem rekel, sam bejšmikte mi s palcem na bov. In naslednji dan, ali celo isti dan, ne vem, ne spomnim se točno, sem rekel, drug let grem jaz to popraviti. Sem bil že toliko mečkan pri sebi, da sem že drug let gremo. No, polo pa boljš, pa sem imel pa že kolega Mirana Škrtiča, ki mi napitke dela, pa to sabo. In me je zrih tudi tako, da sem same 2 kilce skušal. Naslednje leto. Kakšna nora zgodba, ne, bo šla še 2 koraka nazaj. Najprej, Boštjan, zakaj si beli, zakaj te kličijo beli, zakaj se predstavljaš kot beli? Ful dobro vprašanje, evo. A veš, velikrat sem slišal, pa tako še lansko leto od sodelavcev, rekel, nisem vedel, da se si sta belmu obadil, da bel ga prodajo, ne. Pa ga gledam, sem rekel, kakšen je ta belega droga, ne. In ne, nisem nikoli imel upravka s tem. Sem imel pa belo katrco, ta prvi avto leta 2000 sem kupil in mi dal kolega Tomaž Jeras ime Belion. Belion je bil pa belilo za, veš, uni. Ja. Belion, belilo za cilj. No, pa smo pa on stran vzeli in takrat sem beli. Tako da to je to. Po kantici čistila, ki so vzeli noro. Noro, mislim, a veš, da sem sprašoval malo ljudi, ne, če vejo, zakaj si beli, ne, tisti, ki te poznajo scene, pa niti en ni znal te zgodbe povedati. Ne, pa sem rekel, to je kakšno. Nisem pomislil pač na tisto, kar si prej rekel, ne, na ta belga, ampak sem rekel, kakšna boljša zgodba je, no vidim, bela katrca je tista. Ne. Ja, to so te parjeli in takrat si beli. Takrat sem beli in tako kdaj, če kakšen me pokliče Boštjan, jaz se sploh ne obrnem, ker čist res sploh pozabim. In pa se tudi na teke prijavljaš kot Rjavšek beli na koncu, ne? Ja. Ne, kar Rjavšek Boštjan. Pa redko kdaj, kje beli napišem. To pol napišejo pač v Modrih novicah, ko te intervjujejo. Tam pa ja. To si znan, v lokalnem okolju si znan kot pač beli. Ne? Ja. Po službi pa tudi, ne? Ja. Kar beli. Ti si zaposlen si v Calcitu, kaj je Calcit Extreme Team ali kako se že? Calcit Extreme Running. Extreme Running, to je dejansko ekipa ali to? To imam v bistvu samo jaz. No, sej to me zanima, ekipa enega člana. Zame so logo naredili. Bravo, mislim, se pravi, so v firmi prepoznali, bom rekel, tvoje dosežke, tvoj talent na tem področju, da te na ta način celo z imenom ekipe, ki jo sestavljaš sam ti, pač čestijo. Tako ja, ne, sej brez Calcita moram reči, da jaz ne bi mogel nič. Si pa tam zaposlen že kariero svojo poslov? 19 let že. Noro. Pa mi je čist fajn.
Nič ne razmišljam o menjavi, zaenkrat ne. Mislim, ne To tako je malo ostane, penzija. ne ostane tako do penzije, čeprav zdaj pravi, da bo malo dlje trajalo, kot smo mislili, ampak da je kakorkoli. Kalcit je dobro stoječa firma, ki bo obstajala še kar nekaj desetletij. Zdaj, kakšno štrtnino ti tudi kje poravnajo ali kako, Ja, to pa zaenkrat sam Dugi otok. samo zato, zaradi Imam zmage. Ja. spanje pa štrtnino, kar je ful dobro. V bistvu sam vožnja pride pa futer, a ne. Pa lušten je dol, no, dol je fajn. Grem v četrtek do nedelje, sobote, nedelje, tako lušten dopust. Fajn se mal podružiš dol, mečkam tiste lepote pogledaš, tam talaščico pa te zadeve. Fajn. Mislim, da bo naredila malo še za ta Dugi otok, malo reklame, ampak zdaj jaz skoraj nisem mogel verjeti, da si ti tudi eden tistih tekačev, ker takole bi te zdaj spremljal, bi te zdaj videl, bi rekel, to je atlet od malih nog, to je mišica kita, ki se je ne vem, preganjal s kakšnim kolesom, špilov, kakšen fuzbol, v glavnem bil zgled in vse, zdaj pa preberem nekje, da si leta 2011 nisi mogel zapeti srajce na trebuhu, pa da si imel 95 kg. Je to res? 93, skoraj 94 kg sem imel, ja. Ampak to je bilo posledica česa, ampak ne vem, Ja. življenja pač kot. Nič gibanja, Mhm. samo avto, pa služba, domov, kavč. Jaz sem bil kavč majster, jaz nisem nikoli, jaz imam, ne vem, veliko planino za hišo, pa sem šel kot otrok gor, pol pa nič več. Pol pa v službi, v Kalcit sem službo menil, sem v Kalcit prišel, sem toplo malco dobil. Mhm. Smo začeli jaz domov, prišel še kosil, pa kakšne čokolade, pa to, pa fanto, recimo, sem full pil, pa Coca-Colo po noči ob 3 zjutraj, a ne. In pol prideš še enkrat na te kile. Pa se pa enkrat malo vprašaš, a je to treba. Pa sem imel še probleme s hernijo, s hrbtom sem bil operiran na herniji, no pa sem pa začel, sem rekel, da je pa to treba nekaj spremeniti. Mislim, se ti smo več teh življenjskih dogodkov, to je bilo kaj, to si bil star še 30 let, ne. To je bilo 2010 sem bil operiran na hrbtu. Takrat sem pa tudi hujšati začel, no. Sem shujšal. Shujšal si zaradi težav s hrbtenico ali? Ne, zaradi tega, ker mi je šlo na živce, ker nisem mogel srajce zapeti. En let starih, sem jo čisto moč še zapel, pa jo nisem mogel. So imeli eno zabavo in jo nisem mogel zapeti. In takrat sem na zabavi nisem več jedel nič. Takrat na tisti zabavi si se odločil, da zdaj pa konc, beli ne bo več. Ja, takrat sem še mečkan alkohol pil, sem rekel, zdaj ne bom pira več pil, bom na vinček prašal tu, pa po 6 uri ne bom več jedel. In sem v bistvu v enem mesecu pa pol 23 kg shujšal. Nemogoče. Jaz sem se 3 dni, takole sem se tresel zvečer ob 10 pred hladilnikom, sem stal, pa nisem vedel, ali bi odprl ali ne, ampak me je trma toliko, da nisem. Tako da 4 dan sem pa pol že spal. 3 dni pa zelo slab. Veš, da sem ti navajen sit spatiti, pa prazen želodec. Sam je ful to vlekel naprej, sem vsak dan navago stopil, to je šlo kar po kilco pa pol dol. Rekel, fajn. Mislim, da to pa je willpower, to pa je moč volje. No, marsikdo si reče, bom hujšal, pa ne zdrži tudi 2 dni, ne, da ne bi se pregrešil. Ti si dejansko bil že na robu, rekel, hipoglikemije, da se boš razsul, ampak vsem si grizu. Res sem bil kar, ta prvo noč se spomnim, jaz sem bil celo noč čist moker, nad spal, lačen, res sem se, orang sem se tresel. Pa pol drugo noč sem spal, zato ker ta prvo noč nisem, sem 2 uri mogoče spal, v službi tak, zombi, nič nisem mogel. 3 dan sem pa pol že tako, ene pol noči spal, 4 dan pa kot da ni nič. Ta 5 dan sploh nisem pomislil zvečer na hladilnik. Pošel pa sam lušten nadol in je ful dobro, no. Ampak se pravi, 23 kg, tako kratkem cajtu? 23 kg pa pol, ja. Ali, mislim, to bi človek že rekel, da ti že kakšna koža ostajala, ker to pa nikad tako shujšati, ali ne? Ja, ni, sam kleja, veš, kleja čokolada, pa nutella, pa banana split, pa veš, tole malo ostane. Drugače pa ne. Edino tako so me sprašvali vsi, če imam raka, pa a veš, to hitro shujšaš, pol imaš avtomatsko imaš raka, ne. Že na smrtni posli skoraj. Mislim, se to je res, ja, če človek hitro shujša, ta prvo vpraša, če je bolana, ker ponavadi to lih ni navada, da kdo kaj shujša, ja, pa moraš to razlagati, da ne še, pa upaš, da tega še ne bo. Ampak povej mi, 23 kg, to je bilo v šusu, a pa se je ustavil, kako je bilo po tem tvojim hujšanjem? Jaz sem prišel na 67 kg. Velik sem pa 1,88 m. Zdaj jih nimaš toliko malo, bi rekel, ali pa? Ne, zdaj imam 75 zaradi nog že, jaz sem imel prej noge takole.
Res, a veš, zdaj so mišice. A ne. Do 67, 68, tam nekje sem se gibal. No. Sem bil res tako kar malo grozen. Shiran, v bistvu si bil Ja, ja, čist pobran. Ja. Pa sem pa počasi to iztekom, da sem noge dobil, a ne, roke pa še vedno tako, kot sem imel. Jaz, ko sem bil debel, sem imel samo brz, pa trebuh. Tako da jaz sem imel že problem se zavezati. Res, brez heca. Ja, in če te kdo ni videl takrat, recimo tisti mesec ali pa dva, ne, pa se te ni več prepoznal. Jaz sem sodelavcu, 2011, ki smo imeli 2010, ki je šel v Sink krstu, imam eno sliko, ker takrat sem bil najhujši. A ne. In sem tako glavo ven zrezal, pa sem sodelavcu pokazal, sem rekel, lej, Emil, kle so pa enega v Kamniku iščejo, pa ga ni nikjer. A ne. Pa ne vemo, kdo sploh je. Kdo sploh je. Pa gledaj, rekel, ta ni iz Kamenka, sem rekel, ba je, da je. Pa je šel dol, pa pride z očali nazaj, rekel, da je še enkrat sliko pokaž. Sem mislil, da mu ukresnila, ne. No, pa je pa ta tretjič, je gor prišel, je rekel, dej, to ga jaz ne poznam, kdo je to. Pa sem mu pa celo sliko pokazal, smo familiarno, je pa rekel, če ne pokazal, nikoli ne bi rekel. Pa smo skupaj, a ne. Dobro. Je bila kar razlika, res. Mislim, kako pa, zdaj pa reči, kako pa je žena, recimo, sprejemala to tvojo transformacijo, ker prej je bilo pač, ne vem, a ti je kdaj kaj rekla, najbrž nobena žena ni zadovoljna, ampak če si bil kolikor toliko vsaj zdrav, no, pa ne lih zoporen preveč, ne, je že akceptirala pač to, da si bil tak, potem si se pa takole odločil, ko pa je ona gledala na to tvoje odločitev. Ja, čisto v redu. Nič ni tako, da pa ne, itak, da ji bilo všeč, kdo pa ima rad, ne vem, tacga, ki sem bil jaz, sem imel res sam trebuh, no. Sem imel res, jaz, če bi bil, a veš, če bi imel te prave kile, prav razporejene, okej. Ampak jaz sem imel rame take, kot imam danes. Se pravi, sam trebuh pa podbradek, ne. Čisto v redu, prav res, druga pesem, no. Menda si tudi potem, ne vem, poleg zmanjšal hrano, si tudi nehal piti alkohol, ali kako? To sem ga pa nehal piti 2011, ko sem imel eno prometno nesrečo, pa je bil kriv alkohol pri meni in takrat sem jaz rekel, kle sem jaz črto potegnil. In od takrat naprej ga zame ni. In se ful dobro počutim vrhunsko. Se pravi, tudi ne vem, na cilju 100, ko prideš okrog, ne vem, hočeš piješ kakšnega brezalkoholnega, ali tudi to ne? Ne, tudi to ne. Piješ radensko pa sok. Potice nisem jedel, ko sem vedel, da je rum noter. Aha, tako radikalno si šel. Ja, rumove krogelce recimo, jaz sem jih imel najraj na svetu, od takrat naprej še nisem jedel, pa tudi ne bom. Pa sem zelo navlečen na cukor, sam to pa ne. Tako sem se odločil in jaz se imam ful dobro, no. Usedeš se v avto, kadar ti paše, odpelješ se kamorkoli, pa dobro se počutim, no. Jaz se lahko norca delam, hecam, tudi brez alkohola, ne rabim tega. Tako da mi ful dobro, no. Pošteno, mislim, kaj pa tvoja okolica ali pa prijatelji, s katerimi si prej spil kakšno pivce ali dve, so to sprejeli nekako ali je bil kdo? Lahko rečem, da sem jih jaz kar veliko zamenil zaradi tega. Aha, no, pomembno. Jaz sem bil od začetka dober, poleg sem nehal piti, da sem jih okoli vozil, pa sem pa tudi jaz enkrat rekel, a jaz to rabim v življenju? Mislim, da ne, a ne. Pojdj z nami, boš pelel, pa če sem rekel, da ne, pa no dobro, sej, ne rabiš takih, a ne, okrog sebe. Tako da ja, je kar tako, dosti žalostno, no, da zdaj, ko pa napiješ, pa ne greš več skupaj, a ne. No, ampak to marsikaj moče tudi pove, ne, pač ne tebi, pa pač o ljudeh, ki te ne sprejemajo takega, kot si se odločil, da boš. Je pa recimo ful dober, trezen biti pa poslušati enega, ki ne vem, enega spije 2, 3, 4, 16, koliko je to različnih zgodb pol. Ne pove nič, pol pa vse. Mislim, luštenih je spremljati, no. Luštenih je spremljati, kako se iz treznosti počasi umikajo v pijanost, pa potem, ko začnejo tretjo zgodbo. Mislim, sej, da bom rekel, da sem bil tudi v taki situaciji, ko sem vozil, recimo v kakšni družbi, pa nisem pil, pa so bili moji prijatelji. Pa je zanimivo potem, kako drugače gledaš potem tudi na sebe, kakšen si, recimo, če si okajen, pa se takrat ne zaznavaš kot tak, ampak kako te vidi nekdo drug, ki je pa trezen, ne, in se moče malo zamisliš tudi v tem smislu. Zdaj, ko si potem, prehrano, nehal si jesti praktično, nehal si piti, kako pa si potem, pa rekel, prišel si na shiranih 67, pa si pa rekel, čakajte, zdaj pa dost, zdaj bom pa jaz to prehrano nekako uredil, ampak ne tako, da se bom, včasih marsikdo se odbije nazaj, ne, pa začne nazaj jesti, pa se zaredi, kako pa si ti zdaj to zreguliral, da ni šlo pač nazaj, ampak da si ohranil neko zdravo težo, pa da si jedel stvari, ki so te držale po koncu. Ja, jaz zdaj nimam problemov, ker toliko treniram, ne. Ampak ko še nisi, recimo, ali bilo to eno z drugim?
takrat sem jaz kar imel orang del, no? Da nisem jedel. Takrat je še pol koken slab let, recimo, nisem nič treniral. Ne? Sem samo se res držal, da po 6 uri nisem jedel, pa mahurčke sem čist skenslil in je bilo to. Nisem nič rabo več, a ne, da bi se pol, ne vem, ampak jaz nikoli nisem gledal na to, a bom jaz rezek pojedel, ali bom jaz, ne vem, pico pojedel, pa še pomfri zraven. Jaz sem vedno to pojedel, sam sem pa gledal, da po 6 uri nisem jedel. No. Ker to je, jaz mislim, da po 6 najhujš. Ampak ješ pa recimo zajtrk normalno, pa tako naprej. Ne? Zajtrka pa jaz nikoli nisem jedel. Aha, se pravi, in zajtrka, da ješ in ješ po 6 uri, se pravi, si to okno hranjenja v bistvu zelo zreduciral, ne vem, od 12 do 6, pravzaprav, ali pa 10, kaj tazga. In si v tem času zaužil precej manj kalorij, kot bi jih, če bi jedel zajtrk ali pa večerjo. Ja, pol sem imel že tisto obdobje, ko sem, ne vem, Garminovo tehtnico kupil, kalorije štel, 2,5 kalorij je pica, ne bom jo pojedel, bom sam nekaj majčkega, to do 500 kalorij. Je kar pol, ker to enkrat začneš računati, to greš mal v maline pol. Ampak doma pa si nekako, če žena, ki je skuhala, ti pa si pojedel, nisi se tam zmrdval, pa rekel. Ne, vedno. Saj jaz sem tako, veš, jaz sem bolj takole, kar se hrane tiče. Jaz najem zelenjave, najem nobenih rib, daj ti meni zrezek, pa pomfri. To, jaz sem, ne vem, fulen gurman. Ja, pojem pa vse, no, mislim, tiska mi pa še pojem, pa tudi jaz količinsko, jaz ful veliko pojem. No, zdaj bi ti, glede na to, kdo pozna tvojo tekaško kariero, bi rekel, če pa zdaj ne poje, pa ne vem, kdaj bi, ampak da jim pa povej, ne, najprej ta tvoja temeljita življenjska preobrazba, zdaj si nov človek, ves suhljet, pa ves usmerjen v prihodnost, kdo te pa pol zvlekel v hribe, v tek, v ta matrajoči šport? Zvlekel Tomaž Jeras. Kdo pa drug? Ja, on je športen fizioterapevt, maser, ne? In takrat po operaciji, meni je takrat operater rekel, ko me je operiral, ne boš hodil, ne boš kolesaril, ne boš tekel, pa sem jaz rekel, ma briga mene, jaz si tako to ne počnem, ne? In me je začel pol leta potisnem hrbet bolet spet. Je rekel, če ne boš vaj delal, se čez 2 leti vidva. In me Jerry je rekel, daj na posluš doktorja, ki te v invalida naredil, to moraš vedeti. Je rekel, greva midva na Primoža, pa boš ti to drgnil gor dol, pa boš dober, ne? Boš videl, ko se boš počutil. In so šla prvič gor, ne vem, 2012 februarja, 37 minut ali celo 47 minut, v glavnem, ne vem, tak čas, da je brez veze. Jaz sem mislil, da bom umrl gor. Jaz sem bil čist gotov in sva dol prišla naslednji dan, spet 3 dni, mene nič hrbet bolel. In takrat sem jaz začel. Sem rekel, to dele gojza, rekel, pulapo, pa začel hoditi v hribe in sem še sodelavcem na Kamanški sedel, sem bil jaz na pastircih, on je bil že gor pri kamarci, sem rekel, no, jaz bi tudi to, ne? Je bil to hitrejši od mene. Ampak ti je pustil zadnji, je rekel, po svoje ti už pa že prelezel. Ja, sej itak je bil sneg, ne, je bila špura narejena, pa takoj me je spucal k norca, sem imel 2 sendviča s pršutom s sabo, rekel, pa kam greš ti? Na Himalajo, ne rabiš kle na Kamanški sedel sendviče, jaz pa ruzak, pa sendviče, pa lepo. No in pol sva gor prišla, jaz ful vesel in takrat sem jaz spoznal, da jaz hodil ne bom, ker mi ni bilo to, da lepo počas. Pa sem pa probal na Svetega Primoža, kolikor je bila ravnica, sem malo potekel, pa sem pa počas to začel stopnjevati. In sem pol tudi že prišel do tega, da sem že celega Primoža odtekel. Si šel kdaj na dirko, da Primoža takrat? Ja. Si. Pa takrat si spoznal malo tudi druge, ki se s tem pečajo, pa da si videl, kam sodiš. Ja. Takrat so bili še drugi, pol sem bil pa prvič na tekmi sem bil 2014, sem pol rekord osebnega naredil 17:02. Tako da takrat je bil Zarnik prvi, Simon Alič drugi, jaz pa tretji in sem rekel, samo elito na štengah. Res mislim, takrat sem pa rekel, to je to. Mislim, to pa bilo nekaj je pela. Ja, in takrat sem tudi spoznal, kaj to pomeni sekunda. Ker sem rekel, Aliča pa bom dele stisnil, pa me je pol 17:01, se mi zdi, da je imel on, jaz pa 17:02 in ne moreš. Kakšen reče, ak se 5 minut ni nič. 5 laufat, hripa. Ja, to je to, no. Mislim, da greš na tako dirko, pa si na podiumu, to pa, zdaj pa, malo talenta si pa vendarle tudi imel za to, čeprav pri 30-ih, ko si to začel, nisi vedel, da se v tebi skriva ali kako. Nisem vedel, kje pa, res ne. No, jaz sem šel, enkrat na Grintovc, takrat, ko sem začel majčkam tako laufati.
Sem rekel, pa kjeri norci so to, dokler gor laufajo, ne. Se tudi predstavljal nisem, ne vem, da mi jaz kdaj tekel gor. No, pa sem pol šel ene 4-krat gor, tako takrat, ko so bile tekme, a ne. Pa se je pa to začelo, prvi ta Svet Primož, pa te Grintovci, pol pa vedno več greš. No, Grintovc, ja, zdaj ga že nekaj let ni več, a ne. Najboljši so šli krepko pod uro pa pol, za nas navadne smrtnike je bilo karkoli po 2 ure že tako za, a ne, vrhunsko dobro, ne. Mislim, da je bil limit tam 2,5, nekaj takega. Koliko si šel ti najhitreje? Jaz sem šel 1:34, najboljši. Pa to mislim, da glih ta prvi let, takrat sem laufa začel. Tako da trma tudi, veš, trma, to se ne ustaviš. Mislim, jaz se ne ustavim, ker ni zmer dober. Tako enkrat mi je Zarnik rekel to, ker na Kamenšk sedel, pretečeš, če ne pljuneš kriven, pa da ne vidiš balon, nisi nič naredil. Sem rekel, dober. Bil si super mentorja ali trenerja, ko bi rekel Sebastianu Zarniku, ki si ga že nekajkrat omenil. Te je on uvedel tudi malo več skrivnosti tega gorskega teka? Ja, tudi on mi zelo pri tem pomagal. Prav res, sem mu res hvaležen. Veliko midva sva dosti pretekla skupaj. Poznala sta se pa skozi tek kot tak, ali kako? Ja. In on je mene, ne vem, v bistvu tudi pod uro na Kamenški sedel pripeljal, ne. Jaz sem enkrat se spomnim, ta prvič, ko so šla gor, sem rekel, zdaj me pa teri, pa jaz hočem pod uro gor prijeti. In sem že čist bel prišel, ti spene v krokus do pastircev in sem ga jaz videl na pastircih, a veš, ko stoji. Sem rekel, končno imamo pauze. In se jaz ustavim in sam v Ricunu, rekel, sam zgini mi naprej, ko boš toliko dober enkrat, da boš enega čakaš, zdaj pa sam spel. In spet v rdeč pole naprej. Tako da iz njemu mava kar tako, no. So imela kar dosti hecev. Kje je Sebastiana, je še na sceni, koliko še kaj trenira, je aktiven, malo je... Trenira, ful, letos gre na CCC, na UTMB. Zdajle ima ene težave prebavne, tako da upam, eno bakterijo ima noter vse in je kar mečkan revaš, no. Že od lanske v Julijane naprej. Tako da upam, držim pasti, da se v čim prej sestavil, pa da začne nazaj. Ker on je eden tistih, ki je, rekel, smetana te vaše kamniške, če rečem tako, ne, tekaške elite, no, ne vem, koga še tam srečuješ, morda na svojih poteh iz vaših koncev, pa da je dober. Je klej sam, da ga srečujem, sam Zarnik, Kamenčanov ni. Mato Hribar, recimo, ja, on je tudi tam z vaših koncev, ni? Ja. Franci Volker je bolj maraton cestni. On je ravninc, ja, on je tudi tako, glih je ne, par mesecev nazaj smo na Primožu govorili, v tistih svojih cajtih govoril v maratonu, to brutalno. Tako da so kar, no. Mislim, tamle ste te prave korenine, no. Zakaj misliš, mislim, je tudi okolje kaj dodal temu, a ne, da ste malo bolj žilovi, pa nepopustljivi, pa trmasti? Lahko da ja, ne vem, se pravim, pojma nimam. Meni to dobro, recimo, pridem čez, ne vem, na kakšnih takih tekmah, a veš, ker sem tukaj navajen trenirati, ker je sama skala, ne. In pa recimo priješ, ne vem, recimo na en Dugi otok, so tiste škrape, to lahko letiš čez, ker si navajen na to, a ne. Tako da, če bi bil nekje iz, ne vem, iz katerega konca, ali pa ne vem, Nizozemec, pol to ne moreš glih po enih skalah rint. To si dobro povedal, ja, Slovenci, Gorenci ali pa ti ljudje, ki smo pod Kamniško-Savinjskimi Alpami, pa tudi pod Julici, imamo to prednost, da se lahko navadimo na težke terene in pa so lažji tereni. Baje so, kot sem jim pravil, ameriški ultratraili precej lažji kot evropski in imajo Američani večje težave, ko pridejo v Evropo kot obratno. Te kdaj mikalit recimo na kakšne tazga, kam čez lužo ali pa? Ne, zaenkrat, če ne. Letos grem na UTMB, na ta dolgo. Pol sem že majčken sem cilju, da bi šel pa eno 300 tako probat. Enkrat sam me nič več ne več. UTMB, si izbral kamne, si bil žreben, koliko časa si se boril za to mesto? Jaz sploh nisem vedel, da imam 23 kamnov. Jaz sem Zarnika enkrat sem rekel, pa daj poglej, kje te kamne, jaz pojma nisem, jaz sem sam tekel, briga mene za tiste kamne, rekel, vseh imaš 23, sem rekel, opa, pa se dajmo prijaviti, ne. No, pa sem bil ful vesel, ker sem pa mail dobil, da sem noter, pa nisem bil več toliko vesel. Ker so napisali najprej, koliko moraš plačati, pa koliko se... Sploh ne govor. Ja, to je celo premoženje. Ampak to moraš iti, to so olimpijske igre. Ne, se sem rekel, da bom šel, ne moram iti čist, ne vem, na zobe se ne bom metil po moje. No,
Ne vem, edin, če se bom, a ne. Bom videl, kako bo šlo. Jaz upam, da v Lušten vse moraš enkrat to doživeti. Definitivno, Da vidiš, dokler je kako še je. v takem formatu, prav gotovo. Mislim, ti privoščim, ja, ker vem, kako težko je priti zraven. Če vas zdaj od tistih tvojih primežov, pa teh gorskih tekov na te trele, mislim, to je samo po sebi, a ne Inter, Sebastian in ostalih, vsi so začeli hoditi na trele, treli so se odprli, gremo probat, pa 50, 70, 100 in tako naprej. Ja, jaz to takrat sem jaz začel, jaz to pojma nisem imel. Jaz to v Sloveniji nisem za nič slišal, za nobeno tekmo, da je kakšna tekma. Razen Grintovc pa Svet Primož. Kje je to? Domet moj, sam do Kamenške Bistrice, to je to. In potem smo začeli ta mučka vertikal, recimo, je bila takrat ful popularna. Jaz sem bil takrat bolj to na te na vertikale naštimane, pol Kranjsko, to zimsko ligo smo drgnali iz Kamenčani, iz Medveda, Andrejem, ki je še tekel. Tako, pa smo pa začeli enkrat res kar tja na Učko, pa je bila 16, pa 24, pa 43 km. No, to mi je bilo ful dobro, recimo Risnjak trail. Jaz sem bolj tja hodil, Kvarner sem imel ful rad. Ampak No, te trele so zdaj malo zamrle, ne? Tudi Učko zdaj neki leto spet na novo hočejo postaviti. Učka je zdaj, ne vem, Riko trail ali Rika trail je zdaj, ne, Rika vertikal je spet, iz Medveje gor na Učko, a ne. Drugače pa ta Učka je še vedno. Sam jaz imam zmer ponavadi pol takrat, ali sem spumpan od kakšne dolge dirke, ali pa ne vem, kdaj je to sploh, da ne grem več. Stok je prekratka mogoče, ali to pol enkrat začneš te dolge, pol te kar niso zanimive več. Edin knap trail, to je pa Prva liga. Lušten. Ja, ta prvi vikend v januarju lepo. Ta dolgo se razume, a ne? Ti greš ta Ja, dolgo. tako, na drugo ne bi se tja vozil, za krajšo. Luštanje, no. Ok, sej preden si šel, pač vse te stotke pa 100 milke, a ne? Pač nisi šel čist na blef, no. Treniral si tudi takrat za to potem, ti si resen tudi pri treningu, ko žival, a je tako, a ne? Ja, dosti sem treniral, sam da bi pa recimo ene dolžine ful delu, dolge, to pa sploh nisem, no. Da bi recimo, ne vem, vsak vikend šel 50 kolaufat. Recimo, ja. Pa ne vem, kakšne intervale, da bi jaz delal. Ne, jaz sem, ne vem, jaz sem se odločil, sem šel zvečer na Kamenšk sedel, sem domov prišel ob 10, sem se zjutraj ob 5 zbudil, pa sem šel na Kamenšk sedel. Pa sem dol prišel, pa sem rekel, da grem pa še na Kokrški sedel, a ne. Take sem imel jaz. Ali pa čez Veljko, recimo, ne vem, to je meni od doma lušten. Nikoli pa nisem tako, da bi, ne vem, rekel, da je danes pa moram 50 narediti za to, da sem jaz pripravil na 100 mil Istre ali pa karkoli drugega, pa to pa ne, no. Edini sebo tam sva delala, ne vem, intervale na štadionu. Ene dvakrat se mi zdi, da sem bil z njemu, pa me je toliko bal, da sem rekel, ti kar to sam deli, jaz to ne morem. Res, on je mene hotel, ne vem, ti pa je tak tempo, ko grem jaz. Pa ne morem jaz, ne vem, 3:20 teč 200, 400, 600, 800 metrov, 3 serije. Eno serijo sem zdržal, drugo sem jaz počepnil. On pa je, dej, ja. Ne. Tako da sem bil kisu že po 200 metrih čist. In vem, da bi mogel kaj od tega še delati. Sam ti ne diši in ti ne vidiš enega želje, potrebe in tudi nimaš. Jaz vem, da bi bil veliko boljši, če bi to delal, ne? Itak da ja, pa vaje za moč pa to. Sam se kar ne spravim. Jaz grem daj, pobujam superge, grem 10, 15, 20 odlaufat, to je to. Mislim, pa te to veselite, pa napolni s tem, le zdaj preklada tiste uteži, a jih rabiš, no sej konc koncev neki maga. Že moraš narediti tudi za gibljivost, najbrž pa za mobilnost, pa za kor, ampak se če greš v hrib, pa imaš palce, najbrž s tem že veliko narediš. Ja, velikrat grem s palcem, ja. A ne, pa se ti zdi, da pač dela gornji del telesa. Drugi dan vidim, da dela, zato ker me roke bolijo, pa rame recimo, ne. Pa tudi se mi zdi, da če s palcem hodim, nisem čist kriv. Ker jaz, ko grem gor, lahko kamenčke naberam, veš, ko greš čist po tleh. Ko spa le malo bolj po koncu. Pa so ti kdaj, ker si izkušeni hribovski men, vem, da so me podučevali desetletja nazaj, nekakšni hribovci, kako je treba s palcami učinkovito iti v hrib, v bistvu tistih, ki so bili res dobri, pa res hitri, tako recimo, kad je tekel na smučeh, ampak jaz sem okoli bil tako hiter. Imaš kakšno posebno tehniko ali pač greš? Grem, kakor grem, sam pazim, da jo ne zlomam, ker tega gre pa pri meni kar ogromno. Polomaš palce, kjere palce pa ti polomaš, pa kako za božjo voljo ti to rata, ja? Jaz imam odlekja palce, teh so 129 gramov, zaradi teh dolgih, da nima še ne teže, ne? Ampak je lahko še
tokrat karbon, pa tok dober karbon, ampak kad ti zapičeš not med kamen, pa potegneš, pač gre, a ne. Tako da to mi najbolj hudo, no, ko jo zlomim. Ampak tudi to prije, nimaš kaj. Letos sem že 3 zlomil. Ojoj, mislim, zdaj, Ja. Beli zdaj pa takole, ne, za trening uporabljajo kakšne poceni kitajske, ne, za dirke me pa te drage, ne, če ne bo to čist predrago. Točno to imam zdaj imam dvoje v avtu, vedno. Tako, Te ja. stare une, malo To- težje so. To te te stare Ja. smučarske skoraj pok pomagajo, ne. Za trening je tako ali tako boljše, da treniraš z večjo težo, ne, vidiš, ne. Škoda jih je. Jaz sem tudi polomil kar neki palc med korono, ko sem veliko hodil tle po naših hribih, ampak sreč so bile une, res ta poceni, tako da mi ni bilo toliko žal, a ne. Če bi romo Lekijeve, se pravi, rabiš Lekija, če kdo iz Lekije tole posluša, Beli rab sponzorja za palce. Kdo pa mene sponzoriral, če jih toliko polomam na let? Mislim, zato posod po en kakšen konc pustiš, pa je to reklama za koga drugega, a ne Ja, človek. edino to, ja. Ne, to pa vedno poberem. Vedno v dolino nesem. Pošteno. Razen če ne najdeš, a reče pol metra snega, pa ne najdeš pa ja. več enega konca. Ja. No, saj v snegu jo pa še nisem zlomil. Vedno iskala problem, veš, ko jo med kamen zapičeš, pa gre. In sam poč in se ti. Ja, milo stori zdaj. Beli, najdaljša razdalja, prej si rekel, dolgih nisem delal, ampak čakaj, lej, 100 milka. Ne, se vem, da si rekel, da je lahka v Istri, ampak vsem, pred 100 milko si pa imel malo respekta, ok, 70 si v teku, pa tako naprej, pa nisi šel na treningu tudi probat, mogoče še kaj, si rekel, 20 delam, čau. Jaz na treningu, ne vem, več kot recimo 2 kroga čez veliko, to je bilo 40 km, ali pa tale Moravški krog, okoli Moravč, ki je 49 km, to je pa najdel na treningu. Nisem jaz, ne vem, ne da se mi 6-7 ur na treningu biti. Sem tudi že šel recimo iz Velike, pa pol tam v krog čez cele hribe, da sem ene 4 ure nabal višincev, pa ene 30 km. Sam to je res redko, no. Zdaj jaz mislim, da ni toliko trening, jaz mislim, da 100 mil Istre je bolj. Ok, ste pa, če si že pokazal na vitalni del tekaške opreme, ne, to je glava in naravnanost za cilj. Povej mi, kako se ti mentalno pripraviš, oziroma kaj je tvoj recept, ne? Kako ti povizualiziraš, pa ponotraniš to, da zdaj boš ti tam en cel dan, ne, ali več, trpel, ampak da boš to podelal v dobrem in slabem. Ja, vsak let drugače, veš. Ne vem, pride kakšen let, ko se na štart postavim, pa rečem, dajmo že, gremo, a ne. In mi ful dobro, ful uživam, do takrat, ko imam že majčken krize, pa recimo to na 140 km začne že malo kakšne gobe po tleh pobirati, malo manj, pa vidiš, ker sploh ni jezero, recimo, vidiš, ko ga ni, pa take zadeve. Lansko let, recimo, jaz sem 5 km pri laufu in mi samo v glavo to prišlo, čez kaj moram jaz vse, da do cilja prišel. In jaz sem se to badil do 130 km. Dejansko si se... Ne, resno. Toliko sem trpel, vsakič, ne vem, na vsaki postaji, jaz bom nehal, fertik, ne grem več naprej, jaz moram še čez Učko prijeti, čez to, livade, to tretji. In jaz sem, lahko rečem, do konca trpel kažval. In zaradi tega sem rekel, nikoli več. Ampak kako pa, lej, hotel si odstopiti praktično 23 ur, 23:10, ker si bil na progi nekaj tasga, ampak vse si se pripričal, na vsaki postaji si rekel, grem še malo naprej. Kaj si imel po glavi, vse trmo, ne bom odstopil zaradi sebe, zaradi drugih, zaradi tem česa? Bolj zaradi sebe, jaz sem tok trmast, da ne vem, jaz po moje po trapalnicah šel, če bilo treba. Ne vem, ker ful ni dobro, ne. Ko bi mogel reči, tlej, ne gre več, pač, ampak dobro, tukaj ni bila nobena poškodba, tukaj je bilo sam psiha, ne. Sem pa v Buzet prišel, me je kle neki, res me je pa rastišču, kle pa nogi, me je bolel ka norca in me je Tomaž na mizo vrgel, minuto pa pol me je zrihtal, gremo naprej. Takrat je bilo pol tako, malo lažje, pol te pa že vse neki boli, pa še čez to moram imeti, pa čez moram imeti. In res, se pravim, tako, ko sem lansko let trpel, jaz v življenju nisem trpel. In zaradi tega sem rekel, jaz to se pa ne grem več. Ampak to samo 14 dni, pol pa že spet gremo. Kako hitro pozabiš, ne? Najhujše, kako se spomniš najlepših stvari, recimo z takih dogodivščin. Da mi povej, ok, lani si trpel,
si kdaj na kakšni ultri dejansko užival, oziroma je to sploh združljivo? A ne? Ker če greš tako kot ti, a ne tekmovalno, neko dirko, a je pri tem kaj užitka na sami progi prisotnega? No? Ali je v bistvu vse tisto, tole moram narediti, uživali bomo pa pol v cilju? Uživancija je pri meni ta zadnjih 5 km, Mhm. ker točno veš, da je skoraj na koncu. Ker prej pa ti ne razmišljaš, mislim, se jaz ne razmišljam o tem, ker si tak ne vem, dober na tej res na 100 mil, nisi na 180 pulza skosa. Ampak ne razmišljaš o tem. No. Jaz ne uživam na nobeni tekmi. Tako da bi rekel, to je pa res dele užitek. Ta zadnjih 5 km pa ful dobro. Sploh takrat, ko veš, da skoraj pred ciljem, pa da so špol lepo usedel na tla, Coca-Cola, odprl. To je to, pa da je pol konca. Ne. Kaj pa zdaj, no, ko si že dal nekaj skosa, ne konzumiraš, recimo na takih 100 milkah, a ne? Kako se pripraviš, ne vem, svoj prehranski načrt, očitno imaš s sabo tudi, rekel, maserja, spremstvo, imaš tudi dovolj opreme, da te ne preseneti, bom rekel, in dež in vlaga in tako naprej. Jaz si ta grem najrajš čisto v kratkih. Če imam nekaj preveč na sebi, sem že živčen, mi že vroče, mi že dol teče. Ruzak tudi, ne vem, mislim, imam te gele s sabo, ampak jaz to premalo. Zdaj imam na uri naštima na 40 minut, da me opozarja, jest moraš. Opa, Ker pa pozabiš, dlje, če ker si. stisneš. Ja, ja. Tako, ja. Na postajah, ne vem, jaz sem od začetka vedno samo te šejke pil, lepo, pa čokoladke jedel, pa sam cukor, in to ga imaš enkrat toliko preveč, da ti gre na bruhanje. Potem so mi pa enkrat začeli govoriti, pa daj probi ti špeh jesti. Sem rekel, kakšen špeh, ne moreš ti špeh na tekmi jesti. In zdaj sam to jem. Špeh mi daj. Dej nekaj, mislim, boš rekel slaninco, fajn narezano, Ja. pršute, kaj, vse to je tebi tista stvar, ki. To je to. Čim več tega. Jaz vsako postajo zdaj, če le je, sam frezam, sam to. Pa se to, mislim, pa dejansko je ta ponudba, bom rekel, na 100 milkah, na stotkah, v Sloveniji, Ja, na Hrvaškem. Ja. Je čez dali več tega. Mhm. Na Vučko tu recimo, Vučko Trejlanske tu v Bosni, ga ni bilo nikjer. Vsako postajo sem ruban tudi tam, kje imajo pršut, kje imajo slanino. In pol je bilo na 80 km slanina. In jaz sem bil najbolj srečen, najbolj vesel. Jaz sem toliko tam tega pojedel, da so me gledali, a boš ti sploh šel naprej, ali kva bo zdaj naredil. In to je to, no, to je recept. Jaz tam to jem in meni ful odgovarja. No. Zanimivo. Prav, nimaš prebavnih težav s tem, nimaš zaradi tega, ne vem, ta sol pa vse naprej, morda ne suši preveč, ne vem, to zdaj čisto na pamet govorim. Jaz sem imel vedno, mislim, od začetka sem imel ful probleme s temi izkrči. Mhm. Pa mi pa ta Miran začel sam mešati in mi da pojačan magnezij, pojačano sol noter v te elektrolite in res. In zdaj, hvala Bogu, moram potrkati skrči, nobenih problemov. Je pa res, da ful res velik te slanine, pršuta, v kapsulah imam sol, kaj ne vem, na urco eno kapsulo pojem in zdaj imam rešen, kar se tega tiče. Kaj Ful pa- malo pa teh gelov pojem, no res. To pa res Zanimivo, hvala. zanimivo. Kaj pa v tekočini, razen vode, recimo še preferiraš, kaj ti res ustreza? Je to, kar mi ta Miran meša. Recimo, da mislim, se vem, da je pač mešanca vsega mojstra, pač skrivnost, ampak kaj približno da noter, da ima okus, da ti tega lahko spiješ malo več. Čisto odvisen, recimo, no, meni limona ful paše ali pa pomaranča. Višnja, recimo, mi je že preveč sladka, preveč taka zoprna. Pomaranča, limona, ampak tudi, ne vem, na 100 mil imaš pol, no, in to v 70 km naprej imaš že klegor. Iste pijače. Tako da pa še kakšna Coca-Cola v bidon nalit, ampak ti smo pa pol skozi stiskati ven, kaj jo, se veš, kako jo napihne. Ja, Ja, hitro polhne usta, ker sam da odpreš. Ali pa kakšna radenska, recimo, je ful dobra. Pa kava ful pa še, kaj jo pa ni nikjer. Zanimivo, to si lepo se to sem te hotel vprašati, pa že marsikoga drugega, pa zmer pozabim. Recimo, naraven ko pustimo zdaj te Red Bulle, vse ostalo, kaj pa kofein, kava kot kofe, lep kofe nekje na neki vrčevalnici sred noči ali pa 4 zjutraj bi prišel prav krvavo, ne boš dobil tega ali kako. Zelo poredko, ne vem, nimajo tega še, ne vem, tudi recimo juha. Vse veš, da je to je najboljše. Esencialno, to je to, boš ga ni. Zdaj ti meni juho, kavo, ne mi sam tiste, ne vem, čipse turit pa, tiste lubenico kuskaj ugaben, tisti izotonik. Ja, jaz sem zelo vesel tam, kje kava, no. Sej dobiš.
eno, dve mogoče na teh ta dolgih. Tako da to kar fajn prav pride. Saj imaš gele tudi kofeinske, sam ni to tono. Kavo mi daj. Pa Prav, bučke kofe. mleka Evo, noter. evo, zdaj so gotovi. Kavo z mlekom, lepo narezan špeh, to delajte, ja. Ne preveč cukra, prosim, lepo. A ne. Pa je to. Pa Coca-Cola ne preveč skompano, zato da na CO2. Ja, pa, mislim, meni je to všeč. A ne. Meni je to všeč, evo, če sem kdaj lotil 100 ml, bom štartal na to, kar si zdaj rekel. A ne. Ja, na špeh, všide to šletu kot pušica. Mislim, že tako mi paše, a ne, kaj še le na dirki. Kaj še le. Ne, res pa še res to, ne vem. Pa pol enkrat tako v glavo dobiš, ne vem, ko si orang spumpan, kakšne čevape. A veš, takrat ti pol vse paše, vse ko v cilj priješ, ne poješ nič, ker imaš itak želodec toliko razdražen, da ne spravaš v sebe nič. Ampak prej ti pa to vse paše, pa tega ni. Edin, če nisi na Kriška gora trailu, a ne, Ja, tam imaš čevape. če Vuko ne zategne, ja, tistega žara ven, ja, da potem Tako. prideš letos na Kriško goro, Ja, grem na Košutko, moraš na ta probati. dolgo. To. Zelo lepo je tam pod Košuto, pa pod Storžičem nazaj, čez Kriško, mislim, perfektno, Jaz se jo ful veselim, res. to bo Tukaj fajn. je taka, ta prava 50-ka, pa lušten. Koliko mora biti, ja. No ja. Ena taka uvertura v stotko, ki bo tudi, pa je nekoč tam gor v naših koncih, tako da, evo, Kriška gora trelje 24. maja, tako da veste, še se lahko prijavite, pa se zovete Belija, ki bo napadal najvišja mesta. Nisem pogledal še konkurence. Kdaj pogledaš konkurenco, preden greš, recimo, dirko? Ne, to pa ne veš. Na teh ta dolgah hitah to ne moreš gledati. To smo včasih gledali, ki je bil Svet Primož, pa Grintovc niti nek, so oni Eritrejci prišli, ti si je brez veze bilo gledati. Ne gledam nič več to, no. Nisem, Tako itak letos- ne poznaš ljudi, pa se ne veš. Itak, da ne. Pa danes se itak, mi se moramo zavedati, da je podmladek za nami, da ne bomo skozi, ne vem, v vrhu, da pač, da enke 23 let star gre drugač in hvala Bogu, naj bojo, naj laufajo, naj bojo boljši, to je meni, ne vem, jaz sam, da pridem do cilja, to je to. Sej valjda, da je pomemben mest, meni je to dober, če si visoko uvrščen, sam ni pa zdaj nobene drame, če sem pa T6 ali pa T10. Ampak si v svojih 40 vsem, lahko rečeš, da si v življenjski formi. No, ne vem, lansko leto, saj na Istri, si jim podaril osebni rekord tudi na Dugem otoku, pač še zmeraj laufaš tam okrog svojih rekordov, si pač pripravljen. Tako kot se Ja, zdaj. jaz zdaj enkrat, po mojem, da ne vem, zdaj le že 3 leta sem vsak let boljši na teh tekmah, a ne? Tako da, po mojem, da kar sem, no, naštiman. Mislim, čemu to pripisuješ? Kaj eksperimentiraš ali je to čisto samo po Ma sebi? ne, nič, to je po mojem samo tista trma, veš, to, Mhm. ne vem, nič drugače ne treniram, pa da bi drugače jedel ali pa, sam pač greš. Ta Dugi otok mi je recimo ful zanimivo, ne, ker to je res, to je od začetka do konca v Dudile. To je skozi 170 pulza, tle ni nobenega heca, ne. Nobenega To gre tu taktiziranja. uvale mir, sva šla z Upančičem letos, sem mu rekel enkrat vmes, a gremo midva na 400 metrov laufati. To je bilo 4:0, tudi majčkam pod 4, a ne na kilometr in to je res brzina. Pa to do konca teri je skrb pol mal ubitno. Med množico trailov, ki jih je cel kup že bilo takrat, pa jih je danes še več, kako si odkril Dugi otok trail? Jaz imam dol iz Dudskega otoka enega Ferdota prijatelja. Mhm. Pa od njega žena je bila, ne vem, Daniela iz Paklenice in smo se mi dol spoznali. In pol one dva sta bila to organizatorja in sta rekla, da je prid dol, a ne. In meni itak ni treba dvakrat zared za na morje. In sem šel, pa mi je bilo ful všeč, takrat te prvo leto je bila celo 24, najdaljša. Mhm. Polo pa že drug let je bilo pa že ta 38. In pač zdaj grem vsak let dol in mi je ful dobro. Čeprav letos sem pa majčkam potihem upal, da ne bom več te prvi. Zato, ker te napsihirajo to že na začetku, ko priješ dol, opet pobjednik, pa dej pust me na mir res. Mogoče pa ne bom, a ne. Čakaj, boš rekel, da je bilo zdaj 8 izvedb, pa 8, krat si jih ti dobil. A? Ja, Se pravi, samo en zmagovalec v celi zgodovini traila. pa ni to kar tako, da bi rekel, da ni pač toliko pravih takačev. So tudi dol, ne vem, Zadar, te takači iz Zadra, preletijo, ki so hudi ravninci. Sanka pa tam talaščic vidiš tiste škrape, tiste skale našpičene, tam pa pač, če nisi navajen, ugasneš, a ne. In je res zelo navarano. Tam iz kolenom preletiš, ga odpreš kot konzervo, po mojem.
Se ti je tako zgodil, da si škrapah v teh 8 letih? Ne, nikoli, nikoli. Jaz imam tudi srečo, ko imam dolge noge, tako da lahko greš mečkam še po luft, po vrh. Pa je vreme ponavadi v marcu dol primerno in prijetno za tek po tistih škrapah in vse povsod. Je sam, veš kako je dol iz Telaščice, veter, če je kakšna burja, jugo recimo, če prbije gor in so od morja skale mokre. Tako da je kar moraš biti pozoren. No. Zdaj, ko si, prvič si šel dol na povabilo, praviš, a ne? Si šel od štarta ven na polno in si videl, da to bo lahka zmaga, ali kako? Ja, takrat sem imel Mario Bosnič, to je dol en iz Zadra, en hud tekač, zelo dober tekač, res dober. In sva se kar, no, fajn, do ene 15 km sva bila skozi, ali. No, pa mečkam počakal na koncu. Da je mečkam zvil, pa itak zmagaš, imaš postopenco za naslednji let. Imaš, ne vem, štrtnino, spanje in pol greš. Pa zdaj tudi, če bi mogel plačati, po moje, da bi lahko šel, no, zato, ker mi je tako, lušten mi je. Se pravi, tako sem že na začetku rekel, par dni imaš odklopa. Prvič zmagaš, drugič spet zmagaš, greš tretjič zmagaš, a ne? Zdaj pol rečejo lokalci, čakajte malo, ne? Zdaj nas bo tle en Slovenc šolo, ne? Vsak let, da bomo pa mi enega resnega 2-3 povabili, ne? Da Beliju pokaže, kaj se je to prav laufati po škrapah, ampak v 8 letih ti ni bil še noben kos, koliko je bil najbližji zasledovalec v teh letih, za ta bo najbolj. Mislim, da je na 16 minut. Jezus Kristus. 16 minut? To pomeni, da je bil najbližji, ja. To pomeni, da tisto traso poznaš mi že pravzaprav, ali kako? Zdaj. Ja, in je prednost. Noro. Res, ker točno veš, kje greš, kaj bo zdaj, ali bo vzpon ali spust. Tako da je to prednost, no. Noro. To je najboljši čas, recimo na teh 38 km. Ja, lani, letos sem bil za 8 sekund slabš. Mislim, da je 3 ure 18 pa par sekund če. Koliko višincev se tam nabere? Jurja 200. To je 38 km. Ni tako malo. Ni malo, ni pa spet na en koliko velik. Sam 3 ure 18 je tist, ki je res tako mal tak hud čas, no, zato, ker je res brzina. Saj vem, da tam po škrapah pač to ima 7 km, cirka 7 km je teh škrapa, ne. In je tam te največ ti tam pobere. Ker res mečkanje treba gledati, no. Noro. Si kdaj razmišljal, da bi odtekel kakšen cestni maraton zgolj tako, da za piko početi? Ne, tudi, da te nobeden ni nikoli naštimval, Beli, ajde, da vidimo, če 4:0 držiš na cesti. Jaz sem pol maraton najboljš pretekel, mislim, da uro 21. 21. Pa si ne predstavljam, da bi mogel 42 po cesti teči. Greš raj po škrapah. 3-krat. Zanimivo. Res, ne, to pa zdaj imam že, ne vem, 3 leta recimo, da malo bolj ravnino laufam. Jo imam rad, ravnino. Sam, da bi se pa prijavil na 42 po cesti, toliko pa še nisem zrel. Mislim, ne vem, kakšen čas bi dosegel. Sej bi prišel, itak da bi. Sam po moje psa frfural 3/4 poti. No, to je zanimivo, no? Nisi še dovolj zrel. Evo, to si lepo povedal. Ne? Ja. Še parkrat moraš, vsaj še 2-krat moraš zdaj na Dugem otoku zmagati, potem bojo naredili kipec, kjer bojo tebe ulili noter, pa to dajali za lovoriko. Ne, parcelo dobim. Po 10 zmagah. Letos so rekli, da mi jo dali, da jo županu predlagali, da mi dajo na parcelo. Sam zdaj, a veš, zdaj pa mi dva kle v Dugem otoku govorijo, pa drug let. To bom mogel ven izrezati, spoštovani in spoštovane. Zdaj ste vsi slišali, zakaj gre. Ja. Za parcelo, ki je oddaljena samo 2 zmagi. Parcelo, tako da, če hočete, da vas kdaj Beli povab na parcelo, da vrže gor čevape, pa da mrzo pir na mizo, 2-krat prosim. Ja, 2-krat prosim ga ne izzivati. Zdaj, tle, ne se hecati. Beli mora zmagati 26-27, ali pa to. Noro. Ne, jaz sem pa raž brez parcele, pa pridite, da se usekamo. To je bila provokacija. Edin tako je napredek. Jaz bom ful vesel, če jih pride 10, pa če mi ste 10, ampak samo da mi jaz pod 3 ure 18 prišel, pa sem jaz zmagal. Tako da vidim, da sem
vsak let boljš. Ne, da sem 4 ure svalkal okrog, se ne bi. No. Ne še. No, lej, boš, če boš let zmagal, potem res leta 27 grem jaz dol se svalkat enih 5 ur pa pol, sam zaradi tega, da bom videl, kako ti bodo dal papirje, pa pripis parcele tam dol za morjem, da vidim, kje je už dobo. Ja. To me pa res zanima. Evo, to pa ne vem, če kdo v zgodovini ultra trail ali pa trail tekov nasploh že kdaj kje dobo, ampak 10 zmag zapored, pa tudi ne vem, če kdo že kje Zdaj sem naredi. rekel, več kot 150 kvadratov, puna kapa. Glih to, da eno ta malo kučico narediš, to je to, ne rabim več. Super, mislim, super, ti res prvoščem, pa vem, da imaš zdaj motivacijo za trening. Zdaj, to, da se prijaviš na tekmo, zdaj za te motivacije, da greš z bajteven ali bi tako ali tako šel, tudi če ne bi imel neke dirke. Ne, bi šel. Vsem bi šel. Zato, ko vidim, no, jaz recimo, če 4 dni ne grem laufat, imam jaz že majčken križ čutim. Aha, te Prav začne res. boleti. Aha. Ja, ja. Zdaj ne vem, a je to tudi od psihe že, ali jaz tudi, če ne bi hotel več trenirati, bi mogel verjetno zaradi hrbta. Pa ful mi lušten, ful, ne vem, meni je to svoboda, da greš v gmajno, da laufaš, ne vem, tako, majčken se sam s sabo pogovoriš, malo zatuleš po gmajn, ko si vesel, tako, ko vse diši, lušten je, no. Pa nima veze, a gre dež ali sneg. Jaz včasih, recimo, sem se smejal, še nisem športu, sem se smejal, ker kakšen mi hiše tekel v dežju. Pa kje je ti idiota zmešan? Jaz imam danes to najrajš. Bolj gre dež, bolj uživam. Zdaj pa ti To lafaš, spremeni. ja, tako me mokne v drugih bajt, pa ja, še Ja. drug to reče. No, najbrž si jih že, to mi povej, no, moče si v službi ali pa v družbi ali pa nasploh, ti kdo rekel, Beli, tok si nor, vsekan, v tebi sem bral, da sem še jaz probo, še mene zanima, kako je tole laufanje izgledal hrib. Si koga navdušil, da ti je rekel? Noben mi ni rekel tega. Ker Ne, si prepoznan, mogoče si v lokalnem upam- okolju si prepoznan, a ne? Ja. Upam, da sem kakšnega, sam noben mi pa ni, tako da bi mi pa rekel, da pa še jaz to delo. Ampak Mogoče kakšen proba, ne vem. sigurno, ampak sej veš, ne, Gorenci in hribovci v tem ne govorijo, ki se preveč trmasti, da bojo rekli. Ne, jaz sem za vsakega vesel, ko šport, ali pa tudi če na kamenšk sedu 12 ur hod. Sam da gre, res, prav res, pa ni važen, kakšen je, aj tak. Lej, sam da se ti gibaš, pa ni važen rezultat, pa nič. Prav. Nam Ne, saj. dejansko je to res, a ne, dejansko je to res. Jaz mislim, da če je bila, pa to smo tudi že velikokrat govorili, korona, recimo, dobra, zakaj je bila? Zato, da ne se vse spravlja z bajte praktično vsak dan. No, in da vem, smo bili, marsikdo od nas je bil v najboljši formi ravno tistih, ne vem, 2-3 letih takrat. A ne. Ja. Pa Kako si ti takrat- preživel recimo korono, evo, ta koronski čas brez dirk? Čisto mod. Meni je bilo ful dobro, jaz sem itak skozi službo hodil, sem skozi delo, en teden sem bil samo frej. Smo mogli biti doma, drugače sem pa skozi delo, pa ne vem, tudi takrat, ko so rekli, doma bo, nimaš kam hoditi, jaz sem šel sam za hišo, pa sem bil na veliki. Meni se ni spremenil nič. Tako da, ne vem, iz občine, ki nisem imel, jaz sem imel itak dosti dela, po hribih, klepar nas. Zdaj Ne, gleda- drugače je bilo dobro, no, lušten je bilo. Se strinjam, jaz sem tokrat na Storžiču, nisem imel nikoli kot med korono tisto sezono in res je bilo fajn. No. Čist poseben občutek je bil tudi skozi koga srečal, ker nisem bil toliko v stiku z ljudmi, pa sem imel kaj zapovedati. Zdaj, glede na to, da poznaš Veljko kot svoj žep, pa Kamnišk sedu tudi, pa še kaj, te povabijo, vem, da so tam neke dirke tudi organizirajo zadnja leta. So te povabili kdaj na kakšno od teh? Ja, sam takrat, recimo, ne vem, itak sem imel brezplačno štartnino, ko sem bil pri papežu, ko sem pri papežu laufal, ne. Pol pa nič več, sej plačaš, pa greš. Pošteno. Ni tega pri nas, mislim, ne vem, no, dober je za koga, kaj je dober. Jaz pač nisem toliko dober, da bi me, ne vem, eden poklical pa rekel, da je pritihnem teč, pa ti damo, a ne. Nič za to, sej plačaš, pa greš. Pri nas so normalne cene, no. To je res. Kamorkoli greš drugam, ne vem, koliko so že prej rekli, to so brutalni s temi cenami. Klej pa ni problema, pa to našim itak z veseljem daš. Prav, kako sam izbiraš recimo svoje dirke, ne, v tvojem rezimeju, so in Dalmacija, pa Obala, pa Lavaredo recimo, ne, Julian Alps, to si bil tudi lansko leto, bil si na Vučku, tu že prej si ga omenil. Kako izbiraš te recimo dirke, ki jih pač vsak teden ne moraš malo si razporediti zadeve čez sezono? Ja, kar malo pogledam na net, kaj se kaj teče, kje se teče. Ne vem, za ta Lavaredo me je Zarnik spet na kuru. Pejt, ker to je res lepo, a ne, in sem šel. Za Vučkota sem pa, kje sem to, mislim, da glih lani na Istri, ko so imeli
na Istri, ki so Mhm. promovirali. Mhm. Mi je rekel, prid k nam. Pa sem rekel, to pa mogoče res. Pa sem Jerryja s sabo vzel, pa so šla lepo lušten dol za 3 dni na dopust. Dolomiti so ti všeč, Ja, ful je lepo. Leto sem bil kar malo žalosten, no, ker nisem bil zbran. spet loterija. Ne? Ja, Ja, tako da tam je res lepo. No. prav, Ful dobro. tja se bo še vrnil. Ja, Zdaj praviš. prekovnaš vse svetnike, še kakšnega, ki sploh ne obstaja, ampak je lepo, no, lušten. Upam, da bom drug let noter. Da, v redu, ja, eden od enih cenjenih trailov, tudi med Ja. Slovenci. Si še na kakšnega cilju, pa nisi prišel, recimo tle v bližnji okolici? Cilju pa, da nisem prišel ne na nobenega. Jaz ponovadi na tisk se prijavim, kar tam, ki ni žreba. Ne. Za drug let neki študiram, da bi šel na Kanarce, na Tenerife, laufat. Na kero razdaljo pa? Tole, ki je bilo dele na 110, ja, 110, nam se tako daleč vozil na 40 km. To je škoda. Retorično vprašanje Na pa je. 110, ko bi Ja. šel lepo. To bi drug let pa le v redu, če bom noter. Pa kakšne te, Kriška gora, Julijano, mogoče. Jaz se počasi treba malo umiriti. Zakaj to praviš? Zato se dobro sliši. Zato sem žena rada to sliši. No, zdaj sem te hotel ravno to vprašati. Ja. Zdaj, 8 let je že od takrat, ko se ti žena hotela odpovedati, ker si se izmučil do praktično skoraj do smrti, no, ampak potem si takrat ti rekel, kaj, zdaj bom jaz uredil te zadeve, bom pazil, zato, da dovolj konzumiram, pa da ne umrem na teku, in je žena rekla, v redu, a ne, če boš normalen, pa je v redu. In akceptira vse te tvoje ultra izlete, bo rekla. To je bilo takrat tako malo, veš, to je bilo majhen napihnen kao ločet, pa ne vem kaj. Ampak tako je rekla, če boš tako hodil, jaz ne vem, če rabim to gledati. Sem res raj sama, a ne. Ali pa bom hmal sama, ker to ne moreš, to te Boš sam trupnil. enkrat se sam prevrnil. Pol je videla naslednji red, recimo, ko me je Miran imel čez, da je bilo to čist druga pesem, a ne. Nič niso samo oči prišle v cilj, sem jaz cel prišel, a ne. 2 kile manj, recimo. Pol je videla, da je to, da je to čist druga pesem. Jih pa še vedno skrbi, no, vse tako, ko greš na eno tako dolgo. Sicer ne vem, zakaj jih skrbi. Ne vem, tako je, veš, to pol ne veš več, kje so meje. To bi pol kar ni več 40 dost, pa 70 dost, pa kar 170. Pa. Se pravi, me je imel, da bi šel na kakšno, ne vem, čez 300, se ful dobro sliši. Sem poslušal zanj Frlica in to, ne vem, če to rabim. Ne še. Pri njemu se vse sliši še malo bolj preprosto, kot najbrž to je res v praksi, ampak ja, pustimo še Vsaka malo. čast, res. Res bravo, no, ampak res meje se premikajo na vseh področjih, vsi zdaj lafajo že ultra stotke, 100 milke, 300, noro, 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 noro. Če so bila prej že pri familiji, grejo kdaj s tabo, recimo na Dalmacijo ali pa na Dolgi otok, pa oni nekaj svojega počnejo, kad ti lafaš. Na Dolgi otok običajno ne, veš, zato ker je vedno je šola takrat, pa jih glih ni pametni šole ven imeti, ne vem, žena je tudi v šoli, ne more kar dopusta dobiti. Tako da gre, Tomaž Jeras običajno zraven. Letos je bil zunaj, tako da ni mogel iti, sem bil sam, pa je kar manjko, no, ker ni, veš, če te eni z bidonom nekje čaka, je čist druga pesem. Jerry, kar to je stalen spremljevalec. Ja, ja. Mislim, sta to dobra prijatelja, da se z veseljem, pač, ker to tudi je nekaj obvezno, če tako pogledaš. a ne? Ja, je. On masira kolesarja, ne, in če ima le frej, mu rečem pa že letiva, gre z veseljem zraven. Jaz ga imam pa tudi tako rad, ker je, ne vem, v redu človek, ful se zastopa, ne vem, pa ve, kva mi more dati na tekmi, pa to v tret, pa mi zjutraj riž skuha, pa me zbudi zajtrk. A veš, top, no, res. Kaj daješ v tranzicijske vreče, recimo na 100 milkah? Evo, zdaj marsikoga to vprašam, pa vsak ima kakšne svoje fore, kaj ti daš noter čevlje, obleko, kaj? Čevljev nikoli. Grem samo v enih in to more zdržati. Drugače pa, mislim, sploh tranzitna vrečka, jo sploh nimam nikoli. Pa ne vem, če ni Jerryja, tam je pa, ne vem, lani so bili moji, žena pa ta male dva sta prišla in so mi oni vse zrihtali, tako da nimam teh tranzitnih vrečk. Bravo. Drugač bi dal pa noter, siguren gele za naprej, majico, mir za majico, brez rokavov, špegle, tako da se na vrh preoblečeš. Dol pa itak ne rabiš nič preoblačiti. Bravo. Krasa. Kaj pa odrgnine, žulji,
podobne stvari, opekline, kaj tazga te kdaj mučil, a ne, kar marsikaterega ultraša lahko celo, rekel, sprav do DNF-ja. Mučil me je edini, enkrat sem šel edinkrat na Pušelc, ker nisem imel nič, pa sem na 50, ki edini tekmi sem odstopil. Na 50 km sva bila izbojena, mi šverko tam so bila tam. Sva ležala tam v travi, dva pozabljena. Sva bila čist gotova. Takrat me je vročina skurila, drugače pa zdaj kar gledam, no, da imam kapo in šiltam, pa tukaj do ramen, da me ne upeče preveč. Ali pa mogoče kakšna sončna krema, da se namažem, če se ne pozabim namazati. Tako drugače pa ne vem, da bi imel na tranzitnih kaj. Najbolj sem pa vesel, ko imam čevlje, obujam jih, zavežem in do cilja je to. Tudi če greš čez vodo, pa se gre ven, pa se posuši. Kaj pa imaš beli ti na nogah, ko hvališ, da enim parom prideš krog, zdaj pa še reklamo naredila za tvoja obuvala? Ja, z veseljem, Brooks Cascadia. Prav. To pa nisem slišal že od velikega števila ultrašov na tem lepo. Brooks Cascadia, bravo, že ves čas? Od samega začetka na Brooksu. Jaz sem bil, ne vem, te prve superge sem kupil Salamonke, sem šel na Kamenšk sedel, sem na spustu gležem prevrnil, ker je tak zoprn cupatje, no. Tisti, ki so bili še takrat speed crosske. In takrat sem jaz rekel, ne bom več. No, pa sem pa na Brooksa šel, od Cascadije 10, je bila ta prva, no in zdaj Cascadia 18 in imam za ravnino, imam lunch od Brooksa. Jaz sem na Brooksu in ne grem dol, ne upam menjati. In ti res vsak model, ki pride tudi na nov, včasih se pokvari, kdaj kakšen model, kakšna serija, kakšna sezona, ko ni več isto, kot je bilo, ampak pri Brooksu praviš, vztrajajo že toliko let, da ti paše na nogo. Lani sem edin napako. Jaz sem imel vedno, jaz sem 45 cifrov vzel, lažem, 44 pa pol številko sem vzel in to je mene nogo pasalo, rešeno. Ne? In lani sem jaz za navučko ta nove vzel. 44 pa pol, Cascadia 18. Prej so bile 17 in so bile majčken kupico spremenili in je meni prste nabijali. Tako da sem vse črne prste imel na koncu. Tako da ta prva številka zdaj je 18, da pa zdaj rabim pa 45. Pol številke večje. Aha, no se to ja, ta spremembe kupiti, pa v nekih opetnikov včasih se spremeni sprednji del karkoli, kakšna mrežca in pa so že koji težave, kakšni. To je zdaj kle, edini 17 na 8, na 18 se je to spremenilo, no. Da je majčken, da pol številke večje rabim. Ampak spet pa še kot tata na mamo in res, jaz sem res ful zadovoljen. Ker se ne rabim s tem obadati, kje bom menil, ko vidim folk, tako da na tranzicijah mena superge. No, pogosto, ja. Jaz se pravim, s tem nimam težav, hvala Bogu. No. Recimo, če kakšen kamen vmesno pride, ne, majčken, ki sploh ne veš, da je, to ti žulj naredi, drugače pa nimam težav. No. In koliko parov sem te hotel vprašati na leto, pa uničiš svojih Brooksic? Ja, zdaj sem malo manj priden, zdaj ne vem, če pretečem tam ene 4 ure na let, jih tako je 8-9 parov. Sem jih pa tudi po 13-14 parov zamenil. Čakamo, devati računati, koliko kilometrov si pa takrat naredil? Tam 5-300. Sam to je spet odvisen, veš, greš, ne vem, recimo na skuto, tukaj ali pa na Grintovc, pa jih ubeleš tik-tak. Recimo, ne vem, Dugi otok, če škrape greš, to moraš šeti z nenovimi čevlji, ki so na koncu boge, ne. Čisto odvisen, kje greš. Joj, srce se mi, moje gorensko srce joče, ko računam, da 400-500 kilometrov pripadajoči višinci, pa čevlji pri beli romajo kam v kanto ali kam jih daš. Jaz sem imel doma drevo figo, pa sem imel vse superge gor, ki so bile za nič, za v kanto. In to je bilo, koliko je bilo to hudo. To je bilo najmene, po moje 17-18 parov sem imel gor. Vsak vedel, kje sem jaz doma, ki sem jim pelil na cesti proti Kamenški Bistrici, tukaj pa beli Brooks. In zdaj tega nimaš več? Ali? Ne, nimam več, zato ker smo prodali, ker se res, ja, ti si zdaj smo mogli vse požagati. Ti si zdaj moravčan, ampak praviš, prej sem se pogovarjala, prej sem začela tole snemati, da se boš v priliki spet preselil nazaj v rodno vas. Bom enkrat čez, ne vem, 1 let pa pol, ko dobim gradbeno dovoljenje, pa ko postavijo hišo. Bomo šli nazaj, ja. Stahovca je pač tvoj dom, ja. Ma jaz bi bil tudi v Moravčah. Meni je vse, zaradi mene, če se danes v Portorož selem, pa sem tam, jaz nimam s tem težav, kam grem pa. Ampak ja, glede na to, da imam tam zemljo, bom šel tja. Pa tudi majčken pogrešam, veš. Tako, ker res iz hiše sem ven prišel, pa sem doma na Kamenšk sedel šel, nisem se rabil v avto sest. Tukaj moraš pa vsem se odpeljati. Ampak dobro, se to je kratek čas.
To bo minilo, kot bi mignil, ja. Še preden boš 10 zmagal, pa parcelo dobo bo že nazaj v Stahovci. Tvoja sinova sta zdaj že kar velika, ja, sta tudi kaj pobrala po očetu, po fotru, kakšnih vzdržljivostnih genov pa želja. Ne, moram kar jaz za oba dva delati. Sta v kakšnem športu? Ne, Val, starejši sin je 17 let star, on ima fitness, naj pa 15-letnik še nič. Ni tako, da narab. Oba sta taka, nimata še tega, no. Tako, kdaj gremo zdaj le malo hoditi, pa že, aj treba. Sploh ta malo je to, jaz ne vem. No, tak, kot sem bil jaz do 30, no, nikamor. Če le treba, ne, a ne. No, da 15-letnika še prepričaš, da kam gre s tabo, že to ti dan kapo dol, meni to ne uspeva več, res jih preč ne. Ampak kaj pa rečete, recimo, no, daj se oče je v Cajtengah, oče je zmagal na trailu, šel je na 170, mislim, mal te pa vprašata, joj, kako pa to zgleda, mislim, malo sta ponosna ali pa kakorkoli že, no. Ja, ne, saj sta ponosna, vesela, pa tudi jih vidiš tako, ko priješ v cilj, recimo, da sta res navdušena, vesela, ponosna. Ampak da pa tako kdo recimo rekel, da grem pa še jaz eno 7 odlaufat. Val je šel, starejši je šel, ne vem, Krken trail, ki je bil. Par let nazaj je šel na uno, Čunga-Lunga, tam malo, 7 kilometrov. In je ful užival, on je rekel, to pa še kdaj, ampak takrat je bil zadnjič, ni šel več pol. Mogoče pa, sej, nikjer pa napiše, da bosta kaj. Ja, včasih se zgodi, velikih poznam, ki so v mladosti bili zagrizeni v neko bodoči vzdržljivci, pa jih je potem minilo in obratno, ne, primeri kot si ti, recimo, ki so potem šele, ne vem, v poznih 20-30 našli ta šport in ga zaživeli v polnosti, tako da, ne, včasih se kakšne stvari zgodijo šele kasneje, bog ne daj, da bi silil koga v karkoli, no. Nočem, vse meni je bilo zelo tako, sem se kar kdaj ugriznil, a ne, da nisem za robantu preveč, ker bi ful rad videl, da bi šli skupaj nekam, pa ne. Edin, kam smo šli na Sorapis. Ja, kje pa je to? V Dolomitih. Mhm. Drug dan po tekmi, ker sem bil jaz itak podrt kakanta, takrat me je pa tam malo prehitil, ker jaz nisem mogel hoditi, sem imel toliko zatečen, unet kolen, a ne, in sem bil ves trd. Takrat je šel pa gor in je bil pa ful vesel, pa navdušen, pa kam sem jaz prišel, pa fotra sem premagal, a ne, itak. In je bilo meni tudi ful dobro, veš, ker se nisem silil, da bi bil zad, nisem mogel, a ne. Ponovadi kar težko, daj pejmo, pa skozi siten, pa dajmo hiter, pa malo hitreje stop, takrat sem bil pa čist tiha, ne. Počas, jaz ne morem. Veš, to je recept. Potrpljenje, božja masa, kaj, ko ga nimamo zmeraj. Nimamo. Jaz ga nimam, no, zato ne. Res ne. Ja, se vem, sej pa se zmer spominjaš za nazaj, kjer je napake, vse si naredil, ampak kakorkoli, a ne, zdaj pa bomo videli, ko je naši otroci potem sami sebe, a ne, prepričali v kakšen šport, pa svoje otroke, to pa še bolj zanimivo, pol, a ne. Tako da, beli, kakšno, ne vem, prečenje slovenske planinske poti ali pa kaj takšni, taki projekti, solo projekti so te kdaj mikali? Ne, par let nazaj smo šli iz Kamniške Bistrice na Triglav. Čez Grintovc stol pa Triglav, a ne, in sem rekel, da bi šel pa to solo, da bi, ne vem, probal dober čas narediti. Pa se kar nisem odločil. Pa sem rekel, da bi po diagonali Slovenijo prelaufal. No. Recimo, to sem imel lansko idejo, pa je bilo skozi nekaj, se pravi, zato, ker mogoče, ne vem, je tekma aprila, pa je pol vučko septembra, pa je takrat nekaj in moram to narediti, no. To bi res rad naredil, ker tale iz Kamenške Bistrice na Triglav, to je... Čakaj, pozabil sem, koliko višincev je, pa vem, da je bila, ekipa je bila kar takrat močna, no, koliko vas je pa bilo? 15 je bilo. Jaz, Šerkezi, Tadej Trubevšek. Trubevšek je napisal en zanimiv zapis takrat. Ja. Dušan Globočnik, ta Sovt, pa Lavrič Primož, en gorski reševalc. In takrat je bilo noro, no. Saj smo šli tako, da pridemo v 24 urah, a ne. Ampak je bilo res ful dobro. Ful je dobro, ko greš ti na Grintovc, pa se že temni, pa gre kakšen dol, pa te vpraša, kam ti greš, na Triglav. Pa te gledaj, si z lune padel. A veš, pa ko greš, ne vem, na stol smo lezeli, iz stola dol smo že šli, a ne, a vi ste pa prespali gor, ne, iz kje pa ste prišli, iz Kamenške Bistrice, pa te spet gledajo, pa te ni jasen. A veš, tako mislim, res zanimivo, tam je bilo ful dobro. To je kar nekaj višincev, pa razdalja tudi. Mislim, da jih je bilo 7, pa pol, pa 115 kilometrov. Mislim, kakšna vrhunska stotka. Ja, ful lušten, no.
Kaj pa Grintovci ekstrem, tisti, kar je Sebastian enkrat delal, se mi zdi. To pa nisem šel. To je pa tehnično tako zahtevno, da Zdi kar plezarija, pa vse ful. skupaj. Ja, ja. Nikoli me ni potegnilo, veš, v to, da bi šel, da bi to naredil. Enkrat, jaz sem šel z njemu, enkrat je šel, kdo pa je šel takrat laufat? Aj Thriller bil. Klemen, možen, da je bil Klemen. Mislim, da je bil Klemen, jaz sem šla iz Sebota do Kurušice z njemu. To je bil tak tempo, da jaz sem bil mrtev gor čist. Sem rekel, da je to. Gremo nazaj. Ne bi šel, zaenkrat ne. No. Preveč je tistih skal, pa preveč navaren. Pa furija, kar sem, zaenkrat ne. Po mojem, kar tako ostalo. Pa nisem. Vse do drugih izziv, letos praviš, ok, svet igral, ultra tekačev, UTMB te čaka, to je zdaj tekma sezone, je tako, ja, 8. zmago na Dugem otoku si naredil, zdaj imaš še Kriška gora, torej kaj imaš še v letošnji sezoni beli? Po mojem, da nič. To je to. Nič drugega, ne. Del je tale Istra drug teden, pol Kriška gora, UTMB, čez poletje itak jaz namaram tekem kaj prevroče, pa ne vem, če še kaš na konc leta tako, kaš na 20-ka, 30-ka, ti zdaj bolj na hiter. Po moje, da nič drugega, no. Sej po moje, da iz UTMB-ja, ko pridem, ne vem, če po enem tednu že imel kaj v mislih, da bi pa dele kaj teku na kakšni tekmi. Ali pa, ne vem, bom videl. Mogoče te zvabijo na kakšno obalo, ne, ali pa kaj tasga. Ja. Na obali sem bil pa ta prvi let, kaj je bila. Pa si zmagal in si rekel, dosti vas imam. Takrat je bilo pa res tako, ja. Smo se lovili, niso dobro označili in smo se lovili k norci. Pa sem res na koncu zmagal, 116 ekran televizijo pod Pajsko dal za nagrado, pa sem šel. Tako da sem bil takrat ful vesel, huda nagrada, ker nikjer take nagrade, kaj je bila tam, ne. Znaš ti izbiraš, pravi, zdaj vem, kot izbiraš dirke, pogledaš, kakšna nagrada, pa je to, ne. Ja, beli, dober si, pravi lisjak. Zdaj, a imaš letos v Istri kakšne želje, moče iti po 23 ur ali pa kaj tasga? Ja, valjda, da imam. To bi pa rečel, no. To bi pa rečel, da če se vse poklop, vse v Bavjeva, to je toliko dolga razdalja, da ne veš. Lansko let je eden, ne vem, sam tam, ko smo v Labinu štartali, čez asfalt prišel, je noč zavil na uno pot, je že gležen prevrnil, že odstopil. Tako da to je toliko dolgo, pa toliko stvari se lahko zraven zgodi, da je v prvi vrsti važen cilj. Če pa po 23 pridem, bom pa ful vesel. No, da si napovedal, zdaj bomo lažje spremljali, mogoče spet, ja, pa ne bom za jinxov, ne bom preveč govoril na glas najboljšega Slovenca, lansko leto si bil, izvrstno si v teku. Lej, jaz ti želim, to je naslednji vikend, a ne, se vam prav? Je. Drug petek, ja. Tako, evo, to je en dan potem, ko bo ta podcast gledal luč sveta, kar bo super, ne bo za popotnico. Evo, Boštjan Erjavšek, beli tebi, tja dol, ja, na kraj srečnega imena, upam, da no, jaz ti želim lepo vreme, hitre bruksice, pa seveda čez 22 pa neki, tako, ne, postanemo pri tem in super, lej, ura pa pol odkole. Tako. Luštjen, hvala za povabilo. Veselim, a bi še kaj dodal, moče Boštjan, si danes že tekel, to še dodajva? Danes sem tekel, sem se okrog čez Veliko nareš, čez Rigelj gor, tako, luštna 20-ka, tako da mo lažje spal. Je treba, danes je še treba, pa zdaj le do nedelje, v soboto in kolo, mogoče, malo kolo, nedelja pa se bo počas treba majčken umiriti, do petka. Na pol v petek pa na glavo dol pa gasa. To mi deli. Beli, hvala za tvoj čas, super zgodbe, jaz sem užival. Tebi hvala za povabilo. Ej, do Dile dol v Istri, srečno. Hvala, vidimo, čau. Čau. Srečno.